Zakaj se Latvijci v času božiča maskirajo in kaj ima s praznovanjem opraviti hrastov hlod? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Božič je v Latviji tesno povezan s pogansko tradicijo. Latvijska beseda za božič pravzaprav pomeni zimski festival. To seveda ni nič nenavadnega, če spomnimo, da so do prihoda nemških križarjev v 13. stoletju narodi na območju Baltika bili zadnji pogani v Evropi. Predkrščanska ljudstva so živela po ciklih sonca, lune in letnih časov. Prebivalci baltskih držav tako poleti ponujajo kresno noč, ki časovno ustreza poletnemu solsticiju, najdaljšemu in najsvetlejšemu dnevu v letu, in so v preteklosti praznovali tudi zimski solstici, najtemnejši in najkrajši dan. Stare poganske tradicije so se skozi stoletja mešale s krščanskimi. Zimski solsticij je bil v Latviji povezan tudi z mnogimi rituali. Na primer, da bi bila naslednje leto dobra letina, so ta večer šteli zvezde. Da bi čebele spodbudili, da opravijo svoje delo, so na dno čebeljih panjev položili volno. Za dobro zdravje je bilo treba to noč 3-krat teči okrog hiše in podobno. Pri božičnih okraskih v Latviji prevladujejo naravni materiali. Pomembno mesto v hiši ima predvsem adventni venec. Prav posebne okraske pa izdelajo iz slame. Imenujejo jih puzurji. Gre pa za nekakšne slamnate verige ali lestence, zapletenih geometrijskih oblik, ki jih povežejo z vrvico in jih obesijo pod strop ali na božično drevo. Verjamejo, da s svojim vrtenjem preženejo negativno energijo iz prostora. V Latviji je še vedno živa tudi tradicija božičnega panja, ki je povezana s poganskimi obredi iz preteklosti. Hlod, največkrat hrastov, je simbol bremena in dela. Vlečajo ga skozi vas, pri tem pa naj bi hlod zbral vse neuspehe, slabe misli in dejanja preteklega leta. Na koncu povorke hlod zažgejo in tako simbolično požgejo vso nesrečo in žalost pred začetkom novega leta. Precej drugačno kot v drugih državah je tudi koledovanje. Tudi v tem primeru gre za to, da v skupinah gredo od vrat do vrat in pojejo pesmi in plešajo, vendar so pri tem maskirani. Najpogosteje nosijo maske, ki predstavljajo živali ali nadnaravna bitja, kot sta smrt ali hudič. Obisk mask naj bi domačim, ki jih obiščajo, prinesel srečo in odgnal zle duhove. Kako različni smo si narodi v Evropski uniji, kaj ne? A dokler znamo med seboj sodelovati in sprejemati drugačnost, nam ne bo hudega. Lepo se imejte in pazite nase.